V 30. kolu Prve lige Telekom Slovenije sta se v Ljudskem vrtu pomerili trenutno najboljši nogometni moštvi v Sloveniji. Mariborčani so se v tekmo podali s 13 točkami prednosti pred Domžalčani, ki so se aktualnim podprvakom zoperstavili z isto začetno enajsterico kot v prejšnjem kolu proti Krškemu. Do spremembe je prišlo le na klopi za rezervne igralce, saj je lahko trener Simon Rožman prvič v spomladanskem delu sezone računal na usluge Elvisa Bratanoviča, ki se je v ekipo vrnil po operaciji slepiča. V letošnji sezoni sta na medsebojnih tekmah obe ekipi dosegli po eno zmago, prva tekma v Domžalah pa se je končala z neodločenim izidom. Pred 4500 gledalci so derbi sredine igrišča začeli domačini, ki so tudi nemudoma povedli. Takole so krenili sredine igrišča, Zahovič za Defendija, dolga podaja na polovico Domžal, tam je do žoge prišel Marcos Tavares in premagal vratarja Miliča. Vsega 8 sekund je potreboval kapetan domačih, da je zatresel mrežo, kar je najhitrejši gol v zgodovini najmočnejše slovenske nogometne lige. Domžalčani se niso pustili zmesti in nemudoma so vzeli vajeti igre v svoje roke. V 7 minuti so imeli prvo priložnost, predložek Balkovca, na prvi vratnici pa je za las zamudil Ivan Firer. 9. minuta pri žogi Jasmin Handanović, slaba podaja, do žoge Repas, podaja v sredino do Majerja, ki se je odločil za strel, odlično je meril, še bolje pa je posredoval domači vratar Handanović. V 29. minuti prosti strel za rumene, znova Žan Majer in še enkrat zmagovalec dvoboja Jasmin Handanović. In še 36. minuta znova v napadu Domžalčani, dobrovoljc za Majerja, Širok je odigral dvojno podajo z Majerjem, na koncu prišel do strela z levico, vendar meril nekoliko previsoko. Izid 1:0 je bil tudi po koncu prvega polčasa, sliko pa smo že v 71. minuti, kot za Domžale. Balkovec v kazenski prostor, do strela z glavo je prišel Firer, ki je meril mimo desne vratnice. 3 minute pozneje Husmani za Široka, ta je poslal predložek, žoga se je odbila od Vilarja in Handanović je z odlično obrambo odbil v kot. Kot je izvajal Matjašič, podal pred vrata, tam pa je bil nekoliko prenizek Miha Blažič. V 79. minuti v napadu Repas podaja do Matjašiča, takole strel domžalske enajstice, na pravem mestu pa znova Handanović. 89. minuta predložek Balkovca, nespreten je bil Handanović, ki pa je v drugo ubranil strel Mihe Blažiča. In še zadnja priložnost na tekmi, Balkovec v sredino, z glavo je streljal Bratanović in ostalo je pri zmagi Maribora. Jaz se nekako, če se v štartu pošalim, pa ni situacija za to, da še vse se nisem, da smo dobili gol, ampak od tistega gola naprej moram reči, da je to tista stvar, ki jo želimo gledati. Spet bom ponovil, da delamo tisto, kar govorimo, oziroma pač je stvar takšna, da mi hočemo razvijati, težimo k igri, ki smo jo danes prikazali. Jaz kljub vsemu moram pohvaliti fante, Maribor držati praktično celo tekmo na svoji polovici v gardu, mislim, da to je ena velika stvar za nas. Res je, da je verjetno nekdo mi očital, da ne želimo zmagovati ali pa da nismo tekmovalni, ampak danes mislim, da smo videli ene prave Domžale, takšne, ko jaz želim gledati. In mislim, da so gledalci nekako sportisti, ki so mogoče pristranski videli, bom rekel, moč na igrišču, ki jo trenutno kažemo. Je res, da se na koncu mirijo točke, ampak še enkrat, jaz mislim, da nas bo ta stvar pripeljala enkrat do nečesa velikega. Nažalost v nogometu ne zmaga vedno boljši tekmec, Domžalčani pa bodo oster boj za končno drugo mesto nadaljevali že v petek ob 20, ko bo v športnem parku gostoval Velenjski Rudar.